Dobro jutro. Kako vam gre, kaj, s prepoznavanjem največjih primitivcev, hinavcev tega sveta, narcizma? Opažate, kako so iz skrivalnic prišli ven in so začeli provocirati, iskati provokacijo, da bi dobili svojo reakcijo? Ker zlepa ta dobiti nekaj na lepo je bil njihov ključ, ne? Ampak če ne gre zlepa, probajo pa kakorkoli, tudi če je grdo, samo da je reakcija. In malo vam probam tudi svojim lastnim primerom pokazati, svojimi odgovori, ki jih podajam tam, bom rekel, provokatorjem, ki pridejo probati poiskati svojo pozornost na mojo časovnico, kako jim ne damo tistega, kaj želijo. Zato bodite pozorni, da na provokacije ne odgovarjate, bom rekel, jezno, agresivno, da ne padate na forice, ki jih nametavajo. Opozoril sem vas, prišli bodo ven na tak način, da jih bomo lahko prepoznali na osnovi provokacije. Bili so tiho, ponavljajo ene in iste floskule, ki jih prekopirajo od nekoga drugega. Zaradi tega smo se mnogo probali, sem vas probal spodbuditi, napište o sebi tisto, kar je v vaši glavi. Jaz sem se izpostavil zaradi tega, da vam dokažem, da kaj vse lahko pride skozi glavo, ničesar vam ne berem, kakšno malo stvar že, ampak jo bolj ne prevajam. Mnogo ljudi proba nekako kopirati nas, torej lažnivc, narcis, brez lastne osebnosti, kopira vas oziroma empata in ga proba čim bolj skopirati in pol v bistvu na tak način postati njegov, bom rekel, soulmate ali pa best friend ali kakorkoli, torej da se mu približa, da izgleda za empata to najlepše, najbolj simpatično bitje. Torej igra narcisa postane za empata najbolj sladka, a ne? Zaradi tega, ker narcis ni realen, on je kopija empata in seveda nam odgovarja, a ne? Se pa seveda vedno vse to obrne s časom in mnogi imajo težave pri izhodu iz veze z narcisom, ker je bilo tako zelo sladko, ampak žal ni bilo realno. No in nekako sem probal tudi spraviti v pisano obliko, pa jo nisem še izdal, da večji del narcisov ni tam v politiki, pa tam nekje v prepoznavnih vodah. Samo najboljši lažnivci, samo najbolj pretkani prasci so prihajali na vrh, bom rekel, v medijsko prepoznavnost farmacije, doktorstva, virologov, ki so kričali varno in učinkovito. Samo najboljši so del politike in, bom rekel, ne prava, ampak sodstva kot tacga, bančnih sistemov, šolskih sistemov in vseh možnih sistemov tega našega sistema, matrice oziroma iluzije. Večji procent lažnivcev, skrivačev in prevarantov je med nami in smo se pogovarjali lokalno, patrioti, lokalno moramo prepoznati te z dolgimi nosovi, ker če bi jim nosovi rastli vidno, a ne, pa bi mi rekel, narcis, lažnivc, nos ti raste, bi rekel, toliko so primitivni, da bi te probal on prepričati, da to so sam tvoje, bom rekel, kako že rekel Janša, to so zgolj vaše insinuacije, ne, to se ti predstavljaš, da meni nos raste, ne, ti si glup, ki razlagaš, da meni nos raste. In narcisi oziroma lažnivci se najbolj bojijo, da so prepoznani na laži, večno in vedno zanikajo. Naredili smo video, dokdaj bodo lagali, do špage, saj nahaja nekje na YouTubeu ali in na Facebooku, do špage grejo. Žal je stvar tako hudo daleč pripeljala, da če bi nam povedali, mi ne bi skontali, ne bi niti verjeli. Zaradi tega je ta vojna namenjena točno temu, da nam je dano videti, da prepoznavamo in prej, ko boste prepoznavali, prej boste videli, koliko je gamati, ki se skriva med vami.
In pozabite na to izjavo, ki ste jo ziher slišali. Joj, pa ne moš tako, veš, to ipak je to tvoj brat, pa ne moš tako, ipak je to, joj, pa tvoja mama, joj, pa tvoji starši so to, joj, pa to je tvoja stara mama, ne moš tako. In nehajte opogumljati ljudi, ki imajo opravka s strupenostjo, z lažjo. Nima veze, lažnivce lahko tudi iz krvne družine, tudi to smo se pogovarjali. In je res težko odrezati stvari, vendar nujno potrebno. Zaradi tega, ker izdajalec ni daleč stran. Sovražnik ni izdajalec. Izdajalec je nekdo, ki je bližje, ki se pretvarja, da te ljubi, da te ima rad. To je pretveza. Koliko je odnosov, ki ste jih že zdaj prepoznali, vsi skupaj smo jih, ki so bili navadna farsa in totalno hoja po jajčnih lupinah, se temu reče, če si mogel biti previden, kaj boš rekel, kadar si spregovoril resnico, je bilo to cela štala, ker se je takoj zgodilo, da je nekdo prizadet zaradi resnice in probajo nas prepričati, ti narcisi, da so oni žrtve, če jim izpostaviš resnico. Ko smo jim razlagali, cepiva niso v redu, so rekli, to me nič ne briga. Pedofilija je tle. Ma kaj, zdaj tu misliš, da je tu vse povsod. Ni to tako, to so ljudje, ki obračajo glavo stran in to so najbolj toksični ljudje za posameznika in za celotno družbo in za celoten svet. In dogaja se čistka tega, in to je vojna, ki poteka 7 let in v ozadju se dogajajo stvari zaradi tega, da ti lažnivci ne morejo kaj skopirati. Mi, ki znamo povezovati pikice, nam je kristalno jasno, kaj se dogaja. Ampak se jim ne rabimo povedati, kako jih bomo dokončali, a ne? Najbolj pomembno je, da jih prepoznavamo. Fizično ne bomo nobenega, je pa res, da skrivati se več ne morejo. In lepo vam polagam na srce, bodite pozorni, kaj vam sporočajo skozi svoje drobne provokacije. Oni ves čas želijo vas imeti nekako blizu. Ne jim dati te papice. To je tista naša naloga, ki nam je rečena drain the swamp. Izsušimo močverje. In ja, zagotovo prihaja večja panika, kakor smo si jo znali predstavljati. Panika in bolečina za tiste, ki so delovali iz ozadja. Ne? Želim vam, da jih prepoznavate, izobražujte se okrog narcizma, izkoristite vsak dan, mogoče tak majhen namig, kao kvantni sistem naj bi že deloval, jaz teh roke v ogenj za to ne dam, dokler nam ni videti, zagotovo se v ozadju dogajajo stvari, kdaj bo prišlo na videlo, ne vemo, nekako pa si predstavljamo, da pa 4th of July, torej Independence Day, dan neodvisnosti 4. julij, ki se zgodi jutri, bi pa lahko bil en tak mogoče bolj napet datum. Ampak spet nobene roke v ogenj, jaz ne morem ničesar napovedovati, pa nisem edini, nihče ne more ničesar napovedovati, upamo pa lahko, a ne? Na najlepše in na najboljše in ker je optimizem stvar izbere, izberite modro, bodite prečudovito, držite se in izkoristite dan, kakor se da. Čau, čau.